David povedal, ne bo vplival nič, material je pripravljen, tudi zaposleni v KPL-ju pripravljeni na to, tako da tu mislimo, da ne bi smelo biti težav zdaj. Hvala lepa. Imamo kakšno vprašanje na to temo? Ja, jaz bi imel vprašanje. Kolikor manj KPL ne bo imel bančnih garancij, to ne živite nobenih težav. Nobenih, ne, vse imamo vas materialni ljudje, tako da nimamo glede nobenih težav. To je problem, ne, zdaj tudi ministrstvo napisalo, ne sem za ta posel, ampak v bistvu nek napotek, da se lahko te bančne garancije, ne, ki so zahtevane za dobro izvedbo del, ne, omilijo, da tako rečem. In zdaj vprašanje, mi vemo, da je treba za streho pa za temelje tam 10 do 15 let, ampak če zahtevamo 10% bančno garancijo za 10 let za streho, potem pomeni, da običajno zdaj te podjetja, ki delajo, morajo dati depozit za to obdobje, to si sami se podržimo projekte in zdaj v bistvu pripravljamo za novo leto nek predlog, ki bi zagotovil kvaliteto, pobenem ne bi dvigal stroškov na izvedbe del. Ker če se ne pojavi, da bom rekel, v prvih 2 letih na strehi nekaj, potem je ne pričakovati, da se bo tudi v 7. in 8. letu. Tako da bi šli po mojem na neko obdobje 2 leti, to garancijo 10%, potem naslednje 3 leta še manjšo, tako da bi ta strošek znižali. Poskušali bomo to doreči pošče za ministrstvo za finance in podati njihovo obvestila. In tu ne vidimo nobenega problema. Namreč treba tu povedati, sploh pri tej vrsti dela, kar je zdaj kolega David govoril, se pravi gre za čiščenje, mi opravljamo delo. Ko je delo opravljamo, ne, se pravi oni konec, da je rekel, decembra izdajo fakturo, ne, potem je rok plačila 30 dni. Torej, če bi nehali delati januarja, imamo še vedno to zadržanih sredstev, nismo plačali z decembra, da bi lahko drugo plačali. Tako da nam je bolj problem tisto, ne, če se kaj zgodi, da gre tudi KPL zaradi mame v kakšno neugodno posledico, ali lahko potem to pravijo, ali se lahko kaj zgodi, da kakšen od upnikov CPL-ja dobi nek stroj, ki ga je prej naštel, pa ga ne bomo več imeli. Ampak pobrali smo vse tiste kooperante, ki so prej delali za CPL, zdaj smo jih preselili na to drugo pogodbo in tudi morate vedeti, da lani vse, kar je bilo pravljeno v Ljubljani, tudi kooperanti CPL so dobili plačilo, čeprav je on v stečaju, ker so prav čas šli na KPL, tiste in drugo so šli na KPL. Če jaz lahko povete, kaj so vedenčani dolžni občiščenju snega stanja? Nič niso dolžni, bi bilo fajn, da so solidarni, predvsem na parkiriščih, ker ko je parkirišče zasedeno, da bom pa rekel, tudi ne bo na cesti, en parkirno mesto prazno, pa drugo zasedeno, pa spet prazno, pa zasedeno, stroj ne more jeti. In to je treba razumeti, da pač cesto bomo počistili in ko plug gre, bo tudi sneg rinil na obe strani in bom rekel proti avtomobilom, da treba takrat biti potrpežljiv, pa samo čistiti. In parkirišča, ali se lahko dogodi, da se spraznijo recimo za določeno uro, pa pride ne stroj, tisto večje parkirišče pa pospravi, sicer bomo morali pa to sami čistiti. Ceste skozi parkirišče bomo pa mi čistili. Potrpežljivost, solidarnost. Smestimo še nekaj. Ja, kar izgleda. Kaj pa finančni okvir, ki je služben? 5,5 milijonov, povedan. Je rekel. Je rekel. Jaz bi mogoče samo to dodal, da bomo na internetni strani objavili cirka 4 strani gradiva, ker bo v bistvu vsi podatki glede zimske službe, to, kar sem zdaj jaz na hitro povzel v svojem govoru. Z tega, kar ste povedali, sledi, da praktično nobenih novosti razen bolj ekološke soli, kar se tiče načina, bi mogli spremeniti odlok, ampak to je še vedno kolesarjem neprijazno, tudi pešcem neprijazno, ker pač dejstvo je, da te kupi snega ostajajo potem tudi tedne in tedne lahko na teh, ki niso v prvi prioriteti. Že počeli je rekel, da si želel kaj več kot aktiven kolesar in če da več je biti tudi po zim hočejo biti kolesarji. Tukaj jaz iz tega, kar ste povedali, ne vidim. Poleg tega pa tudi 8000 kubikov peska pomeni, da bomo še vedno odločno preveč tega peska. Jaz ne vem, zakaj poriča se, res tega se ne da zmanjšati, ko so tujini to močno zmanjšujejo in zakaj pa nas to nekako kar nagreji. Lahko je voditelj, pa še bolje, ali pa je spremno.
Glejte, prioriteta, tako kot ste vi povedali, so ceste, poleg ceste so tudi kolesarske steze in peščeve površine. Se pravi, to je v prvi prioriteti. Ampak, tako kot je župan povedal, treba je neko solidarnost in pa strpnost. Če sneži, pa sneži 3 dni, enostavno, glejte, dela 700 delavcev, enostavno ni moč vsega naenkrat poplužiti. Ampak je pa dejansko v prvi prioriteti in mislim, da je zadeva vse te glavne kolesarske poti in peščeve površine so, mislim, dokaj hitro tudi očiščene. Kar se pa tiče pa ekologije, glejte, vedno se dela mešanica peska in soli, ne, ker tudi kalcijevega klorida, te stvari in tudi mislim, da v tujini se tega poslužuje, niso se čisto maknili peskom in ostalim. No pa dajmo najprej na to, glede tega, da bi bilo vse počiščeno, ni možno, če govorimo skoraj 1000 km cest in čistijo se ceste, ki so primarne za dostop, ceste do šol, do vrtcev, do bolnic, zdravstvenih domov, 350 km pešpoti in pa 110 km kolesarskih stez in to in še vedno bojo ostali kupi snega. In mislim, da tudi naprej, ker se ne znam predstavljati, da bi zdaj to odvažali v Ljubljanco, delati stroške povosta, pa vprašali, zakaj pa ni denarja za ceste. Mislimo, da to prava ocena in te kupi snega nikogar ne motijo. Drugo, ko govorite o pesku, zdaj se lahko pogovarjamo o primerljivih mestih. Ko je lani zapadel sneg v Rimu, je bilo nesreč še, ko je padel sneg v Splitu, so imeli en kup. Če pa gledamo z Dunajem, ker sem bil pa lani konec zime na Dunaju, je situacija ista kot v Ljubljani, so kupi snega ostali po cesti in se čistijo tam, kjer so nevarni za pešce, da gač postavijo in pustijo naravi, da to svoje opravi. Tako, kdor pa ne verjame, lahko gre z mano. Nobeni po gruntu še drugega načina, razen peska, in celo mislim, da je bila Ljubljana za primer, kako je bilo očiščena. Lansko leto se vzemte v voznico, ki je stala, 12 ur, ne voznico, avtocesto, neprevozna 12 ur, pa nas ni bilo ene ceste, ki je bila neprevozna. Ker to, kar smo mi vsa ta leta dobili praktične izkušnje, da ko se napove sneg, da se začne posipati, potem se to lažje čisti, to je očitno pokazalo dobre rezultate. In enako bo letos poskušamo, ne bi rekel nobene novosti, jaz smo rekli 2 novosti, da smo jih uvajali in pri tem delu, ki je delo za lopato in pa roke, če bi tako rekli, doma nobene prašajo, ampak lopata pa roke pa soke dobite v KPL-ju, to pomaga. Ta noviteta za nove stroje v mestnem središču in drugič, da poskušamo najti neko novo mešanico, ki je ekološko bolj prijazna. Videli pa bomo, kaj se zgodi, ker vi isti, ki zdaj to sprašujete, če ta mešanica ne bo dala rezultata, da ne bo cesta počiščena, bo se napisali, da se tragično slabo čisti. To, kar smo pisali za parkirišča. Tako da jaz še enkrat bom rekel, v lanskem letu številne pohvale na čiščenje Ljubljane in tudi leto se bomo potrudili, da bo enako. Predvsem pa leto računamo, da ne bo snega, ker da to leto zaključimo tako, kot je treba. Bomo pol govoriti o tej točki. Ali je še kakšna varianta, da bi se, če dalje več strojnega dela, če dalje manja roka in to je problema, ampak rešitve so najmogoče zelo preprosto pa napovedati. Je to res pa nemogoče, da bi se preko javnih del ali preko brezposelnih, ne vem česa, da bi se to nekako uvedli, da bi se to tudi na roke kaj spucali. Še boljša rešitev je, da se ljudje med sabo dogovorijo, pa da tudi kaj naredijo in za sebe in za sosede, tudi za zdravje, tako da fajn je bilo pozivati, da tudi takrat je treba kakšno lopato imeti. Mi smo glede tega povedali nič več, ker tega na tem bomo ostali in še enkrat pravim, v lanskem letu nismo imeli pritožb na to. Razen parkirišč, ampak če kdo zna parkirišče počistiti, tako kot sem prej razlagal, nekaj pove kako. Na roke. Ja, kar izvolite. Plačljivo izvolite na roke. Ne more, če ni. Če ne pa plačljivosti, takrat... da bi se vodi držal. Kaj pa una, ki niso plačljiva? Ja, te sem ista, sneg je posod istih v Ljubljani. Dobro, Najlepša hvala obema sogovornikoma. Hvala lepa. Za to predstavitev. Mi bomo pa nadaljevali. Ja. Župan, komentiral bom naslednjo točko, ker ste veliko pisali prejšnji teden, Tritonis. Za problem Tritonisa zemljišča na Vojkovi cesti, počakaj.
Imamo 3 tožbe. Tožbo PNZ-ja proti mestni občini in Tritonisu, tožbo MORS-a oziroma Republike Slovenije proti mestni občini in Tritonisu in tožbo Tritonisa proti mestni občini. 2 sodbi ste izdani. Eno v korist mestne občine, to je v primeru PNZ-ja, in drugo v korist Republike Slovenije. Tako da na istem predmetu 2 različni sodnici, 2 popolnoma različni sodbi, pa nekdo razume, koliko razume. Mi se bomo pritožili normalno na to tožbo, mislimo, da imamo prav, in tožba Tritonisa proti mestni občini je še odprta. Zdaj bi pa samo eno stvar, ker gospod direktor Tritonisa je tako poln besed, imate pred sabo barvno grafiko. A ste že vsi dobili tole? Če pogledate to barvno grafiko, zemljišče, ki smo ga mi podali na javni dražbi, in jaz trdim zakonito in transparentno, je označeno modro in rumeno. Vojkova cesta. Zanimivo je pa to zemljišče, ki je zeleno označeno, to je zemljišče, ki ga je Tritonis prodal 2-krat že v pravnem prometu. In zdaj je ta gospod Bremec, ki pravi, da smo mi njem prodali zemljišče, ki je funkcionalno 5. stolpičem, za to modro, ne bi bila za zeleno zemljišče, pa ki ga je on prodajal, ki je pa zelenica, ki je pa tik ob tej stolpnici, pa očitno ni funkcionalno zemljišče. Tako da tle jaz predlagam, da se gospod najprej pred svojim pravom pomede, pospoštovali bomo sklep sodišča, ko bo dokončen, in jaz sem prepričan, da imamo prav, kajti tu zvetelj ne velja, in če lahko on prodajal 3-krat zemljišče in še to zemljišče, ki je zdaj njegovo zemljišče, je on dobil v sodni poravnavi. Se pravi, sodišče je dal takrat za prav, da lahko postane lastnik zemljišča, ki on zdaj trdi, da je funkcionalno. Zato smo mu dali to grafiko, imate gradivo, tako da če tleh, če kakšno vprašanje, izvolite. Rdeče je njegovo, ali roza, to je njegovo pred tem stolpičem, v Vojkovi cesti, njegovo je zeleno za stolpičem in pred stolpičem, modro je pa bilo naše, ker je tudi njegovo. In on je eno, to je zemljišče zelene, pravim, že 2-krat prodajal naprej. Zdaj vi se sklicujete na to zeleno zemljišče, ampak on pravi, da tudi tole, rdeče in modro, to je funkcionalno, teh predstavljati. Ne, jaz se sklicujem, sam govorim dejstva. Zdaj pa vi ne povete, zakaj bi bilo rdeče in modro, zeleno pa ne bilo funkcionalno. Ne, pa pustimo sodišče, sam razložite mi, da razumeš še jaz. Pustimo to, gremo na sodbo, kar je bilo prvostopenjsko, ker je bilo odločeno, da je bila prodaja pač nična. Oprostite, prosim, gremo na sodbi obe. V eni sodbi je odločeno bilo, da je prodaja zakonita in da ni nična. Ja. Ne, zadnjo. Sta isti sodbi. Na istem predmetu. Nična sodnica je bila, se 2 sodnici zamenjali, kaj pa pač ena. In različno razsodili. Od začetka do konca. In katera ima sodnica prav zdaj po vašem mnenju? Ampak pri prvi razsodbi je sodnica ugotavljala, če je to zemljišče javno dobro. V drugi, funkcionalno zemljišče. je pa MORS rekel, to so pripadajoče zemljišče. In v tistem primeru sodnica odločila, to ni javno dobro. In zato je bila, domnevam, da potem sodba... Ne vem, jaz pa še domnevam, jaz pač bom v prvi sodbi je MOL dobil, da je prodaja bila izvedena zakonito in niso pripoznali zahtevka PNZ-ja. In tam so 3, ki tožijo, PNZ pa MORS in PNZ se pretožil. In čakali bomo na višjem sodišču. V drugi sodbi, za isto zemljišče, za isto transakcijo, je sodišče drugače ugotovilo. To isto sodišče je sad druga sodnica. Ne sprašujem, nočem biti tak pogotavljati, da ima prva prav, pa druga nima ali pa obratno. In se bomo mi pritožili. In pričakujem, da bo na koncu više sodišče pa enako odločilo. Karkoli bo odločilo. Ampak to ne bo ne javno mnenje, to ne bo ne gospod Bremc, Jaz sem sam pokazal, da je on že na isti lokaciji, ker tle govorimo o funkcionalnem zemljišču 5 stolpičev. In on je eno od teh svojih zemljišč 2-krat prodal. In to imate dokumente, pa še to zemljišče, ki ga je pridobil, je pridobil sodno poravnavo. Se pravi, enkrat je sodišče odločilo, da je on lahko lastnik zemljišča, ki je tle pobarvano z 2 barvami, tako da v preteklosti očitno to ni bil problem. Pa jaz sam hočem povedati, če ste biti objektivni, imamo 2 sodbi, popolnoma različni, na istem predmetu.
ena pritožba je že, druga bo še šla, kaj bo sodišče na višje odločilo, bomo pa počakali. Jaz bi imel še eno vprašanje. Absolutno, kakor želite. Gospod Bremc je rekel, lejte, jaz sem odločen, to bo še enkrat videl s pritožbo. Absolutno. On rekel, jaz bom zmagal, zdaj pa dajem možnosti eno, ali vi vstopite, pa bo on delil 2 milijona, ali ne vstopite, pa bo delil 5 milijonov. Sicer bo šlo to na davkoplačevalski račun, seveda, ne boste vi svojega žepa, nekaj mu odgovarjate na to. Da nisem vedel, da je že gospod Bremc tisti, ki določa, kaj bo sodišče odločilo že naprej. Potem ima mnogo več znanja, mnogo več vpliva, ne, jaz v pravosodje verjamem. Ne. In to, da on pogojuje, ne, gospod Bremc bo imel mirno pravico na naslednjih volitvah dati svoj glas, komu bo hotel, oziroma tisti, ki se bo javil. Ne. Tako da gospod Bremc ne bo nič pogojeval. Ne. Verjamem, da je zanimivo to, kar piše in razlaga, kako je on zdaj. Hoče povedati, da on dobrosrčen do Ljubljančanov, ker mi daje priliko, če jaz vstopim, bo hotel samo 2 milijona. Te prvo mora sploh dobiti kaj, da bo veljalo njegovo. On še nič ni dobil. Njegova tožba proti MOL-u še ni izdana sodba. Se pravi, imamo tožbe drugih proti MOL-u in Tritonisu. In sta popolnoma različni. Ne? Saj to pa je tudi vam jasno. Ne? Boste šli... Čakajte, samo moment, prosim. Petkošek, izvolite. Boste šli v vsakem primeru do konca, to pomeni na višje, in če še tam dobite še na druga pravna sredstva, to je sicer malček pa narodno, ker sem vas prav razumel, nekako in ste impliciral, da se boste še enkrat za župana potreboval. Ne, niste me prav razumel. Jaz sem rekel, da gospod Bremc ima pravico, da da glas komarkoli želi na naslednjih volitvah, ki bo drugo leto, ne, tistim, ki se bo kdo javil. Nisem nič impliciral, nobena odločitev vse dan z drugim. Zanč ste rekel, da vse verjetno ste nam več. A res? Ja, kako ste namigno zančno? Ja, ne vem, kako vi zastopite, ne, jaz nisem nič rekel, ker se že nisem še odločil, ne. Pa greva? V redu, ampak to se lahko reči, da tale milijon ni heca, ne, to je velika cifra, ne. In če ta dejansko naraste na ne vem koliko milijonov z vsemi obrestmi, z vsemi podački, tudi če ne boste župana, ne, seveda ta zadeva bo potem nekomu ostala, bojim se za res davkoplačevalcem. Ne vem, kaj bo to za vas osebno pomenilo, ker ponajveč bojo še kakšne civilne tožbe, pa osebna odgovornost, ampak tukaj se greste zelo na varno igro, ne. Kar se političnega preživetja tiče do naslednjih volitev, se zagotavlja, ker vemo, kako so počasna naša sodišča, je pa vprašanje, kaj bo to pomenilo za vas osebno, če se ta zadeva ne izteče v vaše dobro. Imate samo en problem. Rekel se če. In mi smo prepričani, ne, po mnenju vseh naših pravnih strokovnjakov, da smo na varni strani. En fajn je vaš hipotetično če, ne, zdaj tak, ne, ampak pravzaprav bi gospod Petkošek hotel danes odločiti, da bi ikrat sodil. Tako sem jaz razumel, ne, tak, ne, da dajte narediti nekaj, pa boste prišparali v mestni občini denar. Jaz sem pripričan, ne, in verjamem svojim sodelavcem, sodelavcem, ne, vključno z odvetniško pisarno, ki to vodi, ne, da smo na varni strani. Čakajte, samo. Izvolite, ja, gospod Mihajlović. Kje ste najdeli tole zeleno fliko? Kje ste bili do zdaj s tem? Nismo bili nekjer, Edini razlog, da nam to danes pokažete, da poveste, kako je javno dvoličen. To je eno vprašanje in drugo vprašanje, kakšen je dosedanji rezultat vaših pravnih sodelavcev, advokatov in tako naprej. Kakšen je spor, koliko ste jih dobili, koliko ste jih izgubili? Najprej na to prvo vprašanje, jaz tudi takrat nisem komentiral nikoli gospoda Bremca, ne, ko smo dobili, ko je PNZ zgubil. Sem sam pač povedal, da smo dobili in smo čakali naprej, ker vemo, da tam tudi PNZ se pretoži, noben problem. Ampak potem, ko on začel s to razlagati, je to dejstvo, ne, in smo tudi napisali, ne, o njegovem morali lahko sami mislite. On je svoje zemljišče lahko prodajal, takrat ga ni mučilo to funkcionalno zemljišče. Župan je na tem mestu zato, da zagotavlja gospodarnost in zakonitost občine. In jaz bi rad videl, kako bi to izgledalo, da bi kar župan zdaj potalil, ne, vsak od vas ima nekoga, ki ima nek problem, a ne vem, a je del zelenice, ni njegov, pa bi jaz kar razstavil vse. Mi imamo še eno stvar, ki je mogoče za nas zanimiva. Zemljiška knjiga tudi spada v okviru pravosodja.
In zemljišča knjiga je edini dokument, ki mu moraš verjeti. Nobene plombe ni bilo, zemljišče je bilo naše in smo mirno prodali. Pa gledajte, še enkrat eno zadevo. Imamo dve sodbi, ki so zelo različni, ali pa diametralno različni na istem predmetu. En se je pritožil, mi se bomo tudi pritožili. Počakajmo više sodišče, ne, brez kakšnih koli ugibanj, kaj se bo zgodilo, ne, in jaz sem prepričan, da bo končna rešitev v korist mestne občine. Ampak zdaj sem prebral, to isti lastnik, zanimljivo, to isto zemljišče prodajo sam sebe. Ampak govorimo, to je catch, govorimo, vse smo napisali, govorimo o faktu. Vse ne gre, da isti lastnik, on je prodajal, vse ni važno, komu prodaš. Ne, ni tle spor, kaj lahko gradi. Spor je drugje. Ali lahko prodaš funkcionalno zemljišče in on ga je prodajal. Razloga jaz ne poznam, pa je prodajal in transakcijo izvrševal. Vse smo vse napisali, kar piše not. In to bi vi lahko tudi sami pogledali v zemljiščni knjigi. Dajte še eno stvar, vsem teh zadev, zdaj ta... Aha, še gospod Mihalič je vprašal, ne. Če bi govoril o tem skoru, ne, potem, kar vidimo, približno 80% v naš korist. Ja. Soblatnik. Ta zadeva je, ne, na NPU, recimo, preizkujejo policaji in take zadeve. Vse so vas že dosti to vprašali, da smo še enkrat. Niste več razmišljali, da bi recimo vstopili, kot recimo v kakšnih drugih državah zahodne Evrope, ko recimo za 750 € kdo vstop v Nemčiji ali po Torontu, recimo, župan, ne, tako naprej, ne. Da imamo različne primere, tak, ne, nisem razmišljal, ker vem, ker med drugim je Toronto bilo proglašeno za tisto mesto, ki je po kvaliteti življenja bilo med prvimi tremi na svetu. Pa to vam hočem povedati, nisem razmišljal, ker vem, pa bom še enkrat povedal, da smo naredili vse zakonito in transparentno. In še enkrat bom ponovil postopek. Imeli smo zemljiščno knjižno prosto, išli smo na javno dražbo, pojavili so se 4 dražitelji, 3 so topili ene kupu, plačil ceno, tam prepisal se, upisal kot zemljiščno knjižni lastnik, vzel kredit, upisal hipoteko na to zemljišče, ki je njegovo, ne, in potem se je pač premislil. Tako da, gospod Blatnik, kar pustimo mi sodišču, ne to razreši, ne. Zakaj pa niste upoštevali mnenja, ki so vam ga dali iz lastnih služb, da odsvetujejo, da se spuščate v dražbo? Niso napisali, svetujo, da je, vem, kaj je napisal, pa še enkrat, ne to, tudi če bi naše službe strokovno, urbanistično napiše, da to funkcionalno zemljišče s stolpičem, kar pomeni, da bi lahko oni kupili. Se ne piše, da jim zastonj damo, tu je catch zgodbe. Urbanizem pove, da je to primerno, ker teh 5 bi se lahko zmenili, ne, teh 5 stolpičev mi je kupil to zemljišče naredil garažo za vse skupaj. In to je to, on pove, kaj je to primerno, da se tam naredi. Dajte nam je. Počakajte, ne, se on je šel, ne, prijaviti na NPU, ne. Veste, to me zdaj spominja, zdaj bom še eno točko odprl, ne. Podobna zgodba je gospod Jazbinšek me uvadil v nedeljo ob 4:30 zjutraj. Zato, ker zavaja mestni svet pri imenovanju direktorja BŠP-ja. Pa zanimivo je, da gospod Jazbinšek v petek dobil notarski popravek zapisan, da je Pečečnik še vedno direktor. In zdaj bom pa tle res razmislil, da ga uvadim za krivo ovadbo. Potem pa boš, če kolega, če ni rekel nekaj pravnih, pa bomo pa to naredili. Ja, tak. No, potem pa bomo to naredili, včeraj me ni bilo na seji. Bil sem v Londonu. Ja, običajno se izognem seji, ne tak neobičajno. Sicer komentirate, da je bila Jernejev Pavlinov udeležba na seji preprečena z varnostniki. Če kam želujete? Dobil ovadbo. Gospod Pavlin je bil pozvan v skladu z statutom mestne občine s poslovnikom, da preneha snemati. Imamo mnenje informacijske pooblaščenke, ki pravi, da snemanje brez soglasja vsakega posameznika ni dovoljeno. Še enkrat povem, mene ne moti to. Mi smo po tem predlogu, ker seje so tak in tak javne, transparentne, ne vem kaj, šli v spremembo poslovnika, ki bo na seji mestnega sveta januarja meseca. Tam predlog je, če bo sprejet, da se gre v
prenos sej direktno, če bo kdo hotel prenašati, in snemanje lahko organizira samo zaposleni v mestni občini, ne more tako snemati vsak hoče. Če bi gospod Prevalnik hotel snemati, bi mogel do vseh 45 tam, ki jih snema, dobiti soglasje. Tako da mislim, da je bilo edino pravilno, zagovarjam to stališče, gospod Prevalnik je bil na seji izključen, in če je izključen seje, ne more pisati seji. In teh guncev in jafran, ki bi rekel Bučar, ne, je pa že preveč, ne, tam, ne. Zelo preprosto povedano, ne. Ker je pravi se o glasu, ne, ki razlaga demokracijo, ne, kot običajno, ne. In videli se, da se je včeraj bila veliko krajša, ne, tako da rezultat bi bil isti, ne, ker glasovanje je bilo pa zelo zanimivo, ne, niste na to bili pozorni, to me zelo muči, ne, ko je bil predlog, da se dovoli snemanje, ne, so za ta predlog bili samo 4, iz SDS-a samo 1, tudi gospod Pavlin ni dal vse glas za snemanje. Tako bi jaz rekel, da potem je to čisto pobalinsko obnašanje, ne, fajn je nekaj, ne. Pa vzemite si te seje mestnega sveta zadnje leto, da nas imeli preveč dela. Pogotovite, če so bili dali kakšen kontrapredlog dali, kaj je dobro za Ljubljano, ampak samo vedno eno in isto. Vedno eno in isto, so proti. In to so delali v SDS-u že v prejšnji sestavi, tam je sedel mestni svetnik Cizelj, ki je snemal, ne, in jaz res nimam nobenih težav, ne, pri mojih letih mi je čisto vseeno, če me kdo snema, ne. Ampak, ko je bil proceduralni predlog, smo ga tako izglasovali in mestna uprava mora spoštovati voljo mestnega sveta. Kaj bi bilo pa drugače, da bi kljub temu, da je bil izključen sejo, on lahko prišel na sejo. Potem je mestni svet nekredibilen. Samo za to sejo. Samo za to sejo, ki je minila, da. Ja, potem moramo spremeniti, ne, statut in poslovnik mestnega sveta. In tega se v statutu je zapisan in poslovniku ne obeh, ne, kaj način obnašanja. Poglejte si člene, ne, sej. Dajte še statut pogledati. 97. člen mislim, da je statuta. 97. No, sej, pa res, ne, da pri obnašanju, ne, seveda snemanje ni noter bilo zajet, ker doslej takega primera pač ni bilo, ne. Tako da to ne, pri obnašanju predvsem se ga ga obnaša kultura, nekaj takega, ne, na snemanju. To smo tudi imeli, ne. To smo tudi imeli. Pa glejte, menda tudi vi soglašate, gospod Petkovšek, da je mestni svet najvišji organ. In ima pravico na proceduralni predlog odloči, kakor odloči. In odloča vedno večina. In če še enkrat gremo na to, ne, zdaj pa boste rekli, seveda večina na listi Zorana Jankovića, kar je res. Ampak ta večina in ta liste omogoča ta razvoj Ljubljane, ker drugače ne bi bilo. Ampak želimo še enkrat, samo 4 so bili za snemanje. Od 9 članov SDS-a samo 1. Torej, Pavlin sam sebi ni dal glas za snemanje, ne, mislim, ne vem zakaj, ne mene spraševati. Jaz sam govorim o faktih, ki jih vidim iz dokumenta, ko je bila seja oziroma glasovanje opravljena. Drugače obrnemo pa rečemo, da se vaših 25 letnikov boji snemanja, ne, lahko tudi obrnemo, ne, zato niso upali stisniti tja, ne. Če bi bili tako, kot vi pravite, da jaz nimam menih težav, bi vam lahko komu sledil, pa rekel, da mi tudi nimamo težav. Pa niso. Ne vem, če bi se bali, ne, mogoče pa ne prijel, zakaj bi pa kdo snemal. Pa potem ta stranka, ki je znana po kakšnih limanjih, ne, dovolj, da pol prireja svoje podatke. Jaz mislim, da je vsaj ena soba mestnega sveta prostor, kjer naj bi bilo kljub različnim mnenjem pozicije, opozicije, prostor, kjer bi se mogli v bistvu skrbeti za razvoj mesta, ne. In to, kar je bilo zadnjič narejeno, ne, celo z 2 kamerami, ne, je očitno preveč svetih zagotovil. Pa ne govorimo samo o listi Zorana Jankovića. Jaz bi rekel, od 45 je bilo 4 za snemanje. Se pravi, dajmo drugače povedati, ne, tudi 8 od SDS-a ni bilo za snemanje. Mogoče se tudi oni bojijo. Samo gledajte, zdaj bo prišlo do enega čudnega absurda, ne, vi ste sam povedal, da zadnjič, ko je bilo glasovanje predloga Kusle Dolinarjeve, da ne bi
spremljali, da se ne to zagotovi, je propadel ta predlog. Zdaj, ki ga boste pa vi kot svojega dal seveda, bo pa zelo večino sprejeti. Sem malo hecan. Zakaj hecen? A ni to fajn? Je treba pa... Ne, prostite, gospod Pekoša. Isto je pri amandmajih, kot ste rekel, da nikoli ne predlaga. Oni predlagajo, amandmaji so pogoženi, razen če ga vi povzamete kot svojega in pred glasovanjem rečete, ja, mi se strinjamo in potem je sprejet. Kot je bilo včeraj recimo za predlog od NSVI, ki je Čerin rekel, ja, to je pa dober in potem so vsi soglasno, da so to sprejeli. Pa smo bili vsi začudeni, kako to sploh može. Ja, pa pol ga je sprejel. Ja, pa ga nismo vzeli kot svojega, ne smo njihovo sprejeli. Ampak, gledajte, gospod Petroša, lahko odgovorim, preden ste začel, ne, zdaj tak, ali boste vi... Ne, jaz sem hotel vas tu vprašati, koliko amandmajev od te opozicije smo sprejeli? Temu še to, da nosa na pamet govoril. In drugič, ne, vi ste bil na seji, ne, in niso takrat povedali na seji, ne, statutarna pravna komisija je iz prakse, ki je veljalo ugotovila, da to ni dopustno. In tak je bil sklep in potem smo šli na glasovanje. In takrat smo povedali, da bomo čakali mnenje informacijske pooblaščenke. Zaradi tega smo predstavili sejo za 14 dni, ne za en teden, da smo dobili to mnenje in ko smo dobili to mnenje, da to ni dovoljeno, razen z izrecnim soglasjem vsakega posameznika, to piše, smo rekli, nima nobenih problemov, bomo predlagali spremembo poslovnika. In jaz pričakujem, da bo sprejet in če bojo vsi za, ne, a ne bo to vsaj na točka, ker bojo vsi za, ne. Gospod Župan, če lahko še pod vprašanje, najbolj pa se reče, prav torej razumemo, informacijska pooblaščenka je podala svoje mnenje, vendar, da ni dovoljeno snemati. Ni pa rekla tudi, da ne sme gor, gospod Pavlin. A me zanima, na podlagi česa se je bil tak... Ona je bila vprašana, ali je dovoljeno snemanje s strani mestnega svetnika. In je bil odgovor, da ne, če nima soglasja od vseh tistih, ki jih snema, in še dodatek, da mora povedati, kako bo to gradivo uporabljal. To piše v mnenju, ki ga lahko tudi, ne, ki ga lahko dam, ne. Vendar, na tisti seji, ko smo mi odločili o tem, ne, ko je bil proceduralni predlog, da se ne dovoli snemanje, in ker ni bilo dovoljeno snemanje, je bil pozvan, da umakne kamer. Ker ni umaknil kamere, je dobil opomin v skladu s tem 70 členom. Ker še naprej ni umaknil kamere, dobil ukor in potem sem ga še prosil, da je umaknil te kamere, da končamo sejo, ker je veliko pomeni točk za Ljubljano, je dobil izključitev. In ker ni zapustil dvorane, v skladu z statutom, ne, sem sejo prekinil. In nadaljevanje odredil za včerajšnji dan, 14 dni kasneje, ker smo hoteli imeti v tem času mnenje informacijske pooblaščenke. In to, kar sem vam povedal, zato pa pravim, da piše not, da se seje lahko snemajo in prenašajo, ker seje se snemajo. Dajmo še enkrat povedati, seje se snemajo. Gre za prenos, direkten prenos sej, da se bodo seje prenašale, ne, vendar bodo to pravile službe mestne uprave, ne glede, da bo župan. Se pravi, mestna uprava bo zdaj pripravila vsa tehniko, da se te seje lahko prenašajo, če ne da gre pa na spletni strani mestne občine Ljubljana. Marko Kovačevič včer. Zdaj, to je jasno, da je bil gospod Polin vse izključen, ampak recimo, ne vem, dr. Pirnat pravno pravi, da je tudi, ker je pač se nadaljava še nastal nek nov časovno-prostorski kontekst. In da zdaj samo, ne vem, na domnevi, da bo znova snemal, mu ne bi smeli preprečiti. Ne, ni bila domneva, da bo znova snemal. On je bil vse izključen in to je bilo nadaljevanje prejšnje seje. To ni nova seja. In ta primer smo imeli že z primerom, pravim, gospoda Zbinška, ne, pred 3 leti in tako da jaz tu ne vidim težav, ne, glede tega, ne. To ni nova seja bila. Ne, ampak je bil pa drug časovni okvir, ne. Nadaljevanje seje, ne, to je ista seja, ne, tako da je on bil z te seje izključen, ne. A vi hoče povedati, da če bi bil naslednji dan seja, da bi pa pol bilo to v redu, ali ne vem, ali čez 2 uri, ne gre skupaj, ne. Ne, jaz... Vsak, to je isto, prej smo govorili o sodbi sodišča, ne, na istem primeru popolnoma reči sodbi. Zdaj pa, če imamo, vse ti spoznate, ne, 10 pravnikov, imamo 15 mnenj. Jaz tu ne negiram ne enega, ne drugega, ampak kdor misli, da ima prav, ne uporabi vsa tista pravna sredstva in ne pač dokaže, da ima prav, ne. Zdaj, občinska uprava izvaja snemanje, ali bo to zdaj ponovno se bo snemalo? Bo te neka nova Gospod, bil sem zelo jasen, da spreminjamo najprej poslovnik, če bo poslovnik sprejet, potem se bo izvajalo to. Poslovnik bo že na sejo januarja meseca. Kako bo to spet stalo? Zdaj občina
To bi hotel reči, da je cenejše, če pustimo, ne da snema gospod Pavlin, ne da bi bilo cenejše. Ne vem še. Čakamo, še enkrat, seje se snemajo, ne. Saj karkoli bi vam rekel, vam ni prav, ne. Se pravi, ne, zdaj, če se seje prenašajo, ni prav, ne, če se ne prenašajo, pa demokracijo. Zdaj, če bi uporabil vaš način ali pa način SDS, bi rekel, ne, za demokracijo, ne, noben strošek ni prevelik, ne. Tako da bo Ljubljančani lahko videli, kaj se dejansko dogaja. Pravim, vi ste enak vprašali, ko oni govorijo, ne. Zato bom rekel, mi smo dve stvari rekli. Od takrat smo dobili mnenja informacijske pooblaščenke in čakamo tehnično, tehnološko rešitev in strošek. Zato je to na seji januarja meseca. In če na 20. januarja seja, potem pomeni, da mora biti 4 tedne prej material oddan, se pravi, mi moramo tam nekje tudi 20. decembra oddati materiale ven, ne. Imamo še čas za to pripravljamo, bomo pripravili. Lahko sam nekaj. Medtem, ko se greste vi tukaj, kdo je večji demokrat in snemati, ne snemati, Snema se. Prenaša se, ne, da. Imajo ljudje čisto konkretne probleme. V Bevčah jim teče javna voda iz pip, dela na kanalizaciji tam na Zeleni ulici so se ustavila, breg dobesedno teče v podtalnico, ljudje so precej jezni in zanima, kaj se tam dogaja. Ne vem. To je prva informacija zdaj. Kdaj se je to zgodilo? Ja, pa je že 2 dni, nihče nič ne dela, odplake tečejo mirno, mimo tistih celi. Ampak je, ne lejte, včeraj... Dobro, da vas kliče, ker mene ni klicala. Ker zdaj moram tako povedati, v nedeljo sem bil po gradbiščih, ne, vam povem, kaj sem si ogledal, tega nisem pogledal, ker nisem nič vedel. Včeraj me ni bilo v Ljubljani, ne, tako da nič ne vem povedati. Bom pa takoj, čim zaključimo, takoj šli preveriti. Evo, še. Katera ulica je to? Zelenova. Viter. Alo. Telefon vzem pa polič Krištofa, no. Kaj je na Zelenovi ulici, ne, da vidimo, ne. Aja, boš ta še Justina, daj ti, ne, super, ja. Bomo tako delili informacijo, no. Si poslušala to, kaj je rekel, pa to prinesi isto, ne, da plava, ne, da plava fekalije po površju, no, da vam rekel, ne. Na to način bi se še samo prevrnil, no. Že pri Jazbinšku je bilo zelo hecno, takrat, ko je bil odstranjen, ne, in ko je bilo bolj ta zadeva v predvede, ne. Tudi tokrat vse, kar sem, ne vem, a se vam zdi prav, oziroma meni se zelo čudno zdaj, da varnostniki, ki so bili pač pojačani v rokah, niso imeli nobenega pametnega papirja, kot imaš povedan, kajti tam bi mogel biti natančen, po mojem, da pa ne vem, poveta je to res ali ne, sklep, da je bil na seji izglasovanja tega pa tega dne izključen seje in da za tega ne moramo dovolj dostopa, podpis Zoran Janković spodaj, ker oni so imeli neki glasovanje z enim papirjem, pa neki statutarnega, skratka, nič od papirja in ko se je s tistem izkazal, mu je po mojem vrnič upravičeno rekel, kaj pa je tole in v bistvu vaš ta sklep, ki je bil pač sprejet, bi mu mogli imeti varnostnik je prav gledanje zgleda, ker ni vedel, pa mu povedal, pa ni upal povedati, da mu je ustno naročil, da ne to spelje, no, tako da je hecanje bilo, no. Ustno naročila direktorica, ne, ki mora skrbeti za red na poslovanju varnosti, ni tisti, ki bi on ocenil vrednost sklepa posameznega. Vi dobro veste, da se sklepi, zapisnik seje potrdijo na naslednji seji in on dobi nalog za čuvanje hiše, za spravovanje reda v hiši in zato ne rabi nobenega zapisnika. Varnostnik, še to se manjka, da bi varnostnik bil tisti, da bi pol komentiral, ne, a je pravno mnenje prav, da ga pusti, ne pusti. On je dobil nalog, to mora izpeljati, on ima pogodbo z mestno občino za zagotavljanje varnosti v hiši in reda. In je skrbel za red in to, kar me Brničak kazal, jaz bom drugače vprašal, ne, ali vam se pa čuda ne zdi, da pa 8 mestnih svetnikov SDS ne pride odločati o pomenih točkah Ljubljane, ne, ampak zganja cirkus v avli, pri čemer so vedeli, pri čemer sem pa še enkrat poudarjam, prosil gospoda Pavlina domakniti za kamere. A to se pa ne zdi ne čuden. In takrat je gospod Jazbinšek klical policijo, ne, pa mu je policija zagrozila, da bo njega odpeljala k delovni red. To tudi veste, ne. Do včeraj pa ne vem, kako je bilo, ker mi pravim še enkrat ne. Lahko se jaz vrnem na tretjo mesto v tej zadevi. Zdaj, bilo je, da ste se vi pogovarjali s kriminalisti, ne, v tej zadevi. Lahko
Enkrat samkrat, povedal sem to, kar sem vam povedal, ne, celo nesel sem pisno, ne, kako je potekala cela zadeva. In zdaj je zelo zanimivo, ne, ampak noče se zgovarjati, ne, zelo zanimivo je, ne, da sem jaz odgovoren za Dražo, se pravi, tudi jaz sem odgovoren za te fekalije, ne, na Zelenovi ulici, ne. Ne, po isti logiki, ne. Ja, jaz sem predstojnik, po isti logiki, ne. Tako da pravim, ne, enkrat samkrat povedal sem to, ne, in če kaj mirno čakam, zelo mirno to čakam, ne. Kljub temu, kar gospod Bremc razlaga, ne. To sicer ni prav, ne, do vas, ne, tukaj pa moram reči, da pa ni prav, da se ta zadeva tako nečka, ne, hudiča ali zavrnejo, ali zavržejo, ali pa sprovedejo naprej. Tera. To nečka, ja, to, kar smo zdaj govorili, ne, potem. Čakajte, o kom zdaj govorite? O tej pogovoru s kriminalisti in to, da oni na MNPU mečkajo, to ni ničemer. Soglašam, gospod Petkovšek. Gospod Petkovšek, a lahko jaz drugače rečem? Samo moment, prosim, ne. Samo moment. Imam odprto zadevo Niš iz leta 2005. Center že stoji, dela, vrnil se to. 8 let, se mi zdi prav, da je to, da stoji. Zdaj nisem niti več v predkazenskih postopkov, ker sodnica vrnila nazaj tožilcu, ne, ki ima inštrucijski rok 1 mesec, ki bi moral ali stvar sprocesirati naprej kot tožbo, ali zahtevati nove priče, ali pa stvar zavrniti. Zdaj že skoraj 2 meseca mimo, ne. Poštejte se vas podajajo, Marta. Jaz nimam nobenega, jaz sem hočem reči, jaz sem gotovim dejstva. Spomnite se 27. septembra lanskega leta. Tisti večer je, pa mislim, bil direktor NPU-ja na televiziji, ki je bil 5 minut pred mano, razlagal, da bo enem tednu, ne, zadeva je resna, govorimo o Stožicah, ne. Zdaj smo že konec novembra, 14 mesecev mi, moja vnukinja že hod, ki je bila tisti dan rojena. Nič iz tega še vedno. Potem pejmo na to, kar se zdaj prašal isto, ne. Spomnim se, pa še eno stvar bi rekel, ne, tisti KPK, 8. januar letos. Jaz sem takrat imel kar nekaj variant, kaj čem narediti, ne. Mnogi so predlagali odstop, pa na sodišče dokaž svoje, ne. Ampak, če KPK nočete sodišče, jaz sem na prvo, drugo, zdaj tretji stopnji čakam, da bi šel na sodišče, pa ne dokaže, da sem kandidiral. Zdaj gospod Klemenčič odgovarja, da on meni ničemer ni pozval, ne, da on meni ni govoril, da ni moj problem vir premoženja, ampak da nisem javno spremenjen na žiroračunu oziroma tekočem računu. Vse te 3 stvari, ki sem jih omenil, ne, bi zelo želel, da se čim prej razčistijo. In vi me sprašujete, ne, a mislite, da sem pravi za tole vprašanje odgovor? Kaj še ga druga vprašate, no, tam, ne? Jaz mislim, da po odgovornosti se vedo, kam paše, ne? Zaradi teh sodb, ne, kako lahko sodišče v 2 sodbah istih odloča? Potem je to ne zdrži, da primerjamo eno pa drugo. Se strinjam z vam. Kdo ima pa prav zdaj? Katera sodba ima prav? Katera sodnica? Na funkcionalnem zemljišču pa v pogodbi, druga je pa v... Pa kdo ima prav zdaj? Obe. Ne morate biti obe. Kako se bo zdaj zgodba z BŠP-jem sploh razvijala? Zdaj nova direktorica je, obstajajo... Ne, še ni. No, oziroma, zdaj imate pooblastilo, da glasujete. 14. januarja bo skupščina. Ampak pač obstajajo neke teze, da ne bi bil v bistvu to exit plan za Pečečnika. Zdaj jaz se bojim drugo, ne. Če zdaj govorimo gospod Pečečnik, ne vem, če ima pravi exit plan. On je takrat, da je dobil teh 58%, naredil dvoje. Prvič je odkupil vsa zemljišča od SCT-ja, ker tam so bili 3 lastniki na tej lokaciji. V največjem delu SCT, potem OKS, predvsem te 2 na stadion in mi pa okoli stadiona. In drugič je vložil, zdaj pa mislim, da skoraj 7 milijonov v gotovini, speljal na tečaj, plačil projekt 4 milijone, tisti, ki je bil, ki ga sploh nismo obravnavali, to je ta, ki je delal bota iz Švice. In v pogodbi piše, da če se pogodba prekine, ne, vsa vlaganja nosi, finančno vlaganja, se pravi denarja v gotovini nosi družba gospoda Pečečnika. On je bil takrat tudi predsednik kluba, ne, Interbloka, ne, zelo navdušen, hotel je to nadgraditi z enim
športno-komercialnim objektom, ker bi imel tudi možnost kasneje stav. Kaj bo naredil, ne znam povedati, ampak če on izstopi iz projekta, potem bo še naprej pričal stadion propadu, ker bomo imeli 3 lastnike v naravi. BŠP je podeljen 58% na GSA, gospoda Pečečnika, 13% na OKS in 39% na mestno občino. Mi imamo eno dosti enostavno situacijo, ko smo lastniki pretežnega dela izven stadiona, se pravi ta del od Drinikovi, ta del med stadionom pa med Koroško ulico. In ne vem, kaj se bo odločil, jaz sem z njim govoril, ampak zdi se mi, da so pripeljali do tega in trdim, da ne zastopajo vse stanovalce fondovih blokov, ker tudi drugi se oglašajo. Zadnjič en celo klical na radio, ker sem bil živo. Trdim, da bojo povzročili veliko škodo, ker bo stadion še naprej propadel, če se bo on izključil iz tega projekta. Počasi pobupuje, ker ta zahteva glede hrupnosti, po mojem mnenju tam nedosegljiva, ker že zdaj več hrupa zaradi prometa po Dunajski in pa Drenikovi. Bomo videli do 14. januarja. Ampak lahko, ne samo to, da recimo stvar ostane v naravi takšna, potem se lahko, ne vem, zgodi, da Pečečnik, ne vem, potem toži mestno občino ali takega? Ne vem, koga lahko, vsak lahko vsakega toži, Vprašanje pol, kaj je rezultat, ne vem, kaj pomeni, ti lahko tožiš, koga želiš, ne vem, zakaj bi tožil mestno občino. Lahko bi tožil, ne vem, državo zaradi nepridobivanja, lahko bi tožil, ne vem, oba nas, Jaz prvo bi rad slišal, kaj on misli naprej s tem projektom in predvsem je pa zanimivo, ali bo dobil soglasje glede hrupa od Agencije Republike Slovenije. Včeraj je škoda, ko vas ni bilo na seji, v zvezi z VŠP-jem, namreč gospod Jazbinšek je dal zelo zanimivo informacijo, da ne bi OKS preko Cjančiča zvedel za vsa poročila, ki ne bi bila osnova za razne spremembe pri vodstvu, se pravi, kad ne ponavlja poročilo to, in pravi, da je ogromno poročil, iz katerih obstajajo podatki, da je ogromno sprememb predvidenih na tem projektu, govoril od nekih nakupovalnih centrov do sprememb za razglasitev spomenika za lokalnih pomen in je očital to vam, da Komu pa drugemu, da župan pa svetnikom je zamolčal ta poročila, ki jih je Pečečnik pripravil, da obstaja vsaj 5-6 takih poročil. Tako da seveda potem sklenili, da seveda morajo svetniki biti seznanjeni s temi poročili. Tako da me zanima, če lahko ste, a ste vi res kaj zamolčali, ali nič naveste, ali kje smo? Ampak jaz sem ti razumel, gospod Petkovšek, še enkrat, da je gospod Jazbinšek zvedel od OKS-a, da ima ogromno neka poročila, ki govorijo o spreminjanih projektov na tem področju. Na tem področju, da se je govor, Ne bom, ker njega mi pa res pa jaz vem, ne bom bral, ampak jaz vam povem še eno stvar. Nobene Ja, se me morate posebej spraševati, boste vi odgovorili na mene. Se me stalno prekinjate. Ja, daj pa se zmeniti, Jaz za nobeno poročilo ne vem, sprememba nobene ne more biti, ker sprememba OPPN-ja, ki bi šla, bi morala biti spet v mestnem svetu. In tam imamo predvideno, da tako rečem, prenova stadiona, na Drenikovi je ena stolpnica, ki ima mešano vsebino, in tam so na zelenici, na tistih vrtičkih, so predvidene 3 vile. In da bi delal kakšnokoli spremembo, jaz o tem ne vem nič. Pa bi moral prvi vedeti, oziroma prvi 3 bi morali vedeti Pečečnik, Kocijančič, v imenu OKS-a pa jaz. Pa jaz vem. Ne, imamo Ljubljano še, še dve točke, ker so zanimivi. MOL je podelila koncesijo Železniškemu zdravstvenemu domu za 1 leto. Ne glede, da je bila ta sklep že od julija meseca, se jim v Železniškem zdravstvenem domu ni mudilo, zdaj so dobili koncesijo in če se ne bo pritožili, ne bo ta veljala. Jaz mislim, da so
Mi so si malo rok podaljševali, da malo dalj časa velja, ker so imeli začasno odredbo, da se mora plačevati in zdaj imamo pač koncesijo do drugega leta, do začetka novembra. In drugič, v skladu s pogodbo je mestna občina plačala Eurobasket od tisti 567 tisoč včeraj. In tretjič, ker je bila včeraj seja, ne, in bo 9., ker imate že materijale, bom komentiral rezultate mestne občine, predvidene konec leta in pa tudi naših podjetij. Najprej v mestni občini bomo zaključili leto z večjimi prihodki kot odhodki, kar me zelo veseli, pri čemer bi rad poudaril, da v tej sferi razdelitev izdatkov v mestni občini predvsem so pridobile sociala 14% več kot lani v 10 mesecih, čakali bomo, da vidimo kaj do novega leta, in pa kultura. Rad bi tudi povedal, da nobenega projekta nismo ustavili, da bi rekli, da ga izločili zaradi tega, ker je kakšnega pomanjkanja. Vedno se bo pa dogajalo in se dogaja tudi za drugo leto, da mi damo v proračun vse tiste projekte, katere računamo, da imajo možnost, da se sploh začnejo. Namreč, če mi nimamo projekta v proračunu, potem tudi moramo začeti delati in NRP-je in potem idejne projekte in razpise. In zdaj tipičen primer, recimo, se bo zgodila, kolezija, računali smo, da bomo letos obnavljali, zdaj imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje in začeli bomo drugo leto obnovo, čim dobimo izvajalca, razpis je v teku. Tako da je rezultat spet izjemno dober in še do današnjega dneva, torej do včeraj, do ponedeljka, smo vrnili od planiranih 9 milijonov 300 tisoč glavnice, 8 milijonov 100 tisoč glavnice, brez dodatnega kredita, tako da se bomo v letošnjem letu razložili za 9 milijonov 300, se pravi od 132 milijonov bomo prišli na 123 milijonov, kar je bilo zadolžitev enkrat sredi leta 2009. Istočasno tudi z velikim upanjem, ne upam čisto trditi, bojo vsa naša mestna podjetja v holdingu, tam, kjer je mestna občina lastnik 88% in ostalih 6 občin 12%, govorim o Voki, govorim o energetiki, govorim o Snagi in o LPP-ju, končala pozitivno. Prvič se bo zgodilo menda po letu 1994, da vsa podjetja holdinga končajo pozitivno. Res je tudi to, da s tem rebalansom, ki bo 9. dodajamo LPP-ju milijon evrov za subvencijo, ampak glede na to, kaj je LPP naredil v zadnjih 3 letih, je treba reči spoštovanjem, da izjemno dobro gospod Horvat vodi podjetje, da smo odprli številne nove linije v sosednje občine, da smo spremenili režim po Ljubljani in to je rezultat tega, da imamo 29% več voženj, kot je bilo pred 3 leti. Te najbolj zanimivo s tem novim conam 1, 2 pa 3, se je najbolj povečalo, to sem že povedal, število potnikov iz Grosuplja v Ljubljano. Istočasno so pozitivna tudi druga podjetja, kot je LPT in Žale, tako da pričakujem, da bomo konec januarja, ko bomo poročali, imeli vse naše podjetje, vse naše zavode pozitivne. In to je tudi prilika, da se svoje sodelavce zahvalim, kajti izjemno velik trud je za to, kar smo zdaj dosegli. Evo, zdaj sem pa zaključil s svojimi točkami po nalogu gospoda Petkovška, da vedno kaj pripravim. Zdaj pa izvolite vprašanje. Na temo Ljubljane. Bom kar jaz reče, na sodiščih imate zelo veliko zadev, kjer so na eni strani mestne ali javna podjetja ali MOL, ki toži neka gradbena podjetja. Med njimi je tudi Gradis G. Glede na to, da se Gradis G pojavlja kot izvajalec na številnih projektih, me zanima, a ste kdaj razmišljali, oziroma glede na to, ko so te javni razpisi, imamo kar 90 vrst je dolgo tisti, kaj vse morajo izpolnjevati, da se sploh lahko prijavlja. Da bi mogoče tam noter, ali tega ne morate, ali kaj je razlog, da tega ni, da take izvajalce se že v štartu izloči, ki so v sporu z mestno občino Ljubljano, ker s tem dokazujejo, da niso izvajalci, ki bi bili vredni zaupanja, ker se tožarijo z vami. To bi zelo želel,
menda to ni kriterij, drugače bi si pa zelo želel, da vsak tisti, ki se toži z nami, ne more za nas delati, ampak zakon drugače pravi. Bi pa ena druga stvar rekel, no, vi, ki ste bili včeraj na seji, pa meni ni bilo, ste brali poročilo nadzornega odbora in tam je stav, ki se največkrat ponovi, da ni nepravilnosti. In celo bi rekel, da je nadzorni odbor dve stvari posebej izpostavil, tisto, kar je meni zelo pomembno. Ena zadeva je v tem, da smo tisto racionalizacijo z združevanjem služb na holdingu, ki smo pričeli pred 5 leti, zelo dobra in je nadaljujemo naprej in tu se vidijo zdaj rezultati, da bodo pravimo vsi zdaj pozitivni, pač nimamo teh stroškov 3-krat, 4-krat, 5-krat podpornih služb. In druga zadeva so tudi pravno službo pohvalili za to skrb za odpravo teh starih zadev, kot se jih zdaj omenil. Gre pa za zadeve, ki so večinoma bom rekel, čisto pravne, formalne narave. Namreč, ko se je končala neka cesta, takrat veste, da po pogodbi opremljajo, kot je dolo na naselje, mora tudi cesto. Se ni razparcelila ta cesta, se ni prenesla v last mestne občine Ljubljana, potem je pa šlo to, da je podjetje dal hipoteko in ta hipoteka je zdaj, ni sam na unmu bloku je delo, ampak je na cesti, je na zdravstvenem domu, je na lekarni in da to sploh spravimo dol, moramo dvoje. Mi smo šli tožiti po tožbi, ker enostavno podjetja gradbena, pa govorim lahko vseh, ali to Gradis Gel, to Imos, ali katerikoli drugi, tudi v stečaju, niso mogla dogovoriti z bankam, da bi to odpustili. Čeprav je to totalen nesmisel. Nekdo je pač dal hipoteko na celo lokacijo, na cel BS3. Zato pravim, da tega ni možno. Noče, ona pač ima neko zaslombo in reče tam in ne razparcelira. Se tudi stanovanja ne more banka vzeti, čeprav je zastavljena na celi lokaciji. Stanovanja so že prodana in to je v bistvu zdaj lahko ostane samo tisto zemljišče, ki je ostalo kot, bom rekel, ne pripada tem bloku. Ampak mislim, da bomo s tem tožbom uspeli. Vse imamo zdaj problem STM v stečaju, GPG v stečaju, po istih teh predmetih. Mi stvar dejansko uporabljamo. To so pol uvire pri bančnih garancijah, se veste, kakšne imamo s prekozovcev 2 države, to se vleče po nedopredno. Če zdaj čisto konkretno, Mesarska cesta je že v funkciji 7-8 let, pa ni naša. Zdaj ne vem, kdo bo davek plačeval na to Mesarsko cesto. Ja, to bo zanimivo, bo oni mogli davek plačevati. Mogoče jim bo to pomagalo, da bo rekli, da se ne dodatne stroške delajo. Pravim, ampak to poskušamo smo na lep način, dogovorno, pisali zapisnike, dogovore zahtevali, ko ne še smo šli v tožbo. Naprej, prosim. Izvolite. Nobene podražitve, razen če bo kaj zakon odredil, ampak govorimo o tistih osnovah, to, kar je bilo prej rečeno za tisto, kako je župan začel zaračunavati deževnico oziroma dež. To zakon odreja, mi ne bomo nobene podražitve predlagali, ker ni nobene potrebe. Celo bom rekel, da smo zdaj s tem predlogom in mislim, da bomo na naslednji seji predstavljali skupen dogovor mestne občine in taksistov. Pripravljeni so amandmaji, prišli smo do enega dosti korektnega dogovora, ampak kot vidite, smo mi celo parkirnine znižali, da smo šli delati od tega, da je najdražja garaža, govorim na mesečni najem, ko greš iz trg, je center, je 60 evrov za posameznika, potem smo znižali na izenačenje s kozolcem 200 evrov za pravno osebo, potem smo šli na te garaže, ki so izven centra mesta, mesečna najemnina v Stožicah je 36 evrov in če kdo iska 36 evrov. Se pravi, če kdo vzame garažo, če kdo si v Stožicah, ima pod streho, pa zraven veliko blokov, kot vi tam stanujete, pa veste, je to 1 evro na dan. Potem imamo podprta parkirišča, ki smo znižali na 25 evrov. Tako da smo zdaj v bistvu šli, da smo nekako postali ta kriterij, željo, da čim več omogočimo, naredili smo tudi te 3 cone, kjer so lahko 1, 2 ali 3 dovoljence. V centru mesta ne more biti več kot ena, ker je malo manj kot 10 tisoč stanovanj, pa 1800 parkirnih mest. V drugi coni imamo 2 dovoljence, pri čemer je druga še enkrat dražja. Tretjo cono smo šli pa na nižje cene 60, 120 pa 180 evrov. Prva 60, druga 120, tretja 180. In enak je pol po tistem uram na parkomatih. Ne, da bi mesto dalo kaj.
ni govora. Ne. Razen pravim, če bo zakon, ki je predvidel, to je druga zadeva. Ne. Še kakšno vprašanje? Zdaj, a ne, da boste na naslednji seji decembrski boste o teh spremembah pri parkiranju, ne, ampak zdaj malo so že razlike med prejšnjim predlogom potem, ne, za neke ure, pa ne vem, a še za študente velja, če lahko nam poveste, kakšne razlike so. Vse sem razlagal, ampak je gradivo od zunaj, ne, tako da ga imate, ne, in je za pogledati, ampak mi smo predvsem šli na tudi to, da rečemo, ko je bila glavna pripomba, tisti, ki so lastniki stanovanj, pa niso imeli avtomobila, ali so jih podali v najem. Zdaj imate pravico, da razen prve cone, ne, druga, tretja cona, dobite dovolilnico ali lastnik stanovanja z avtom, ali da se on odreče v korist najemnika. Tako za prvo, drugo in tretjo dovolilnico. Ne. Dočim v centru mesta, ne, torej tej prvi coni, ne, pa velja, ne, za zakonska partnerja, eden ali drugi. Ni treba, lahko je en lastnik stanovanja, drugi je pa zakonski partner, tam živi, ne, pa ima avto. Ne. Probali smo olajšati, kako se da, ne, glede na te možnosti, ki jih imamo. Ne. Ne bo Ne bo prvi. Ne bo prvi. Ja.